Pozdravljeni, pa smo spet skupaj. Danes bomo si pa pogledali graf logaritemske funkcije. Mogoče najprej za začetek še ponovimo tole, ne, kaj že logaritem točno je. Zdaj, če moramo izračunati en logaritem, na primer logaritem 8 z osnovo 2 je, in nas zdaj zanima, koliko tole je. Zdaj, to, kar nas zanima, bomo označili z x, ne, in definicija logaritma, če ponovimo, je osnova, to je 2, na tisto, kar je na desni strani, to je x, je 8. In zdaj iščemo pač tak x, oziroma na koliko moramo dati 2, da dobimo 8. 2 na x je, 8 je pa 2 na 3. In x je 3. Se pravi, definicija logaritma, tole bomo mislili, ko bomo rekli definicija logaritma, ne, po definiciji logaritma. Okej, no. Zdaj pa pač naslov tega poglavja je graf logaritemske funkcije. Zdaj tukajle piše, poznamo že eksponentno funkcijo, f od x je a na x, ne, inverzna je pa logaritem. Zdaj, logaritemska funkcija je takele oblike. Imamo znak za funkcijo, potem pa mora biti spremenljivka v logaritmu, se pravi, imamo logaritem x z osnovo a. Zdaj pa logaritem je funkcija, ki ni povsod definirana. Definirana je samo tam, se pravi definicijsko območje, je samo tam, kjer je ta del x, ne, večji od 0. In pa tudi osnova ne more biti drugačna, kot da je večja od 0. Tudi ne more biti 0, mora biti nekaj več, se pravi strogo večje od 0 morajo biti grafi. Zdaj pa je najbolje, da kar kakega narišemo, ne, glede na to, da pa že tako niste tako, kako bi rekla, zeleni v tej snovi, ne. Samo da vidim, tistle imamo pa že potem naprej. Tako, no. Zdaj narisali bomo tako en najbolj enostavna dva grafa, in sicer prvi bo takle f od x je logaritem x z osnovo 2. Tega bomo najprej narisali, to je tak klasični. In kaj bomo izračunali? Izračunali bomo dve stvari za graf, in sicer prva bo definicijsko območje bomo določili, kje sploh lahko rišemo. Definicijsko območje bomo narisali tako, da bomo pogledali, kje je funkcija definirana, to pomeni vse v logaritmu mora biti večje od 0, to je po definicijskem območju, se pravi, bomo rekli x bo večje od 0. In zato, da bomo to mejo lahko narisali, bomo določili asimptoto iz tega. Asimptota pa v bistvu vse tole, kar dobimo za definicijsko območje, rečemo, je enako, namesto je večje, ne. Pol, ko bojo tu pri x-u še druge številke, ne, kot ponavadi so, potem nam bo asimptota služila za našo mejo. Okej. In druga stvar, ki jo moramo narediti, je tabela. Zdaj pa malo ste že opazili, da je včasih logaritem težko izračunati, zato si tudi za x moramo izbrati ustrezne vrednosti. Zdaj pa katere vrednosti bi si tu mogli izbrati? Ja, odvisno je od osnove. Zdaj, za x izberemo tiste številke, ki nam bojo skupaj v logaritmu ponudile osnovo. Se pravi, za x izberi prvič vse, kar je v logaritmu, in naj bo to enako osnova. In drugič vse, kar je v logaritmu, in naj bo to enako 1. Tako, zdaj pa kaj to v resnici pomeni, ne? To pomeni, zdaj prvi naš x bomo vzeli vse, kar je v logaritmu, to je tole,
x in ga enačili z osnovo. Osnovo smo pa tu dobili, ne? Je 2. Dobro. Druga stvar zdaj. Moramo pa vzeti vse, kar je v logaritmu. To smo rekli, to je x. In moramo enačiti z 1. Se pravi, dve vrednosti dobimo. 1 za x pa 2. Zdaj pa, ker bomo pač mogli graf narisati čisto od začetka, si bomo pogledali še funkcijske vrednosti, ne vem, za 4 pa za 4. Tole bo dosti, ne? Okej. Dobro, če ste si to prepisali, potem jaz lahko to zbrišem, danes bomo bolj tako ko na tabli. Če si niste, si pa zavrtite nazaj, ne? To je pa zdaj prednost tega dela. Tako. Zdaj moramo pa izpolniti to tabelo in tule noter moramo zdaj vrednosti dobiti. Kako to dobimo? Tako da v funkcijsko vrednost vstavimo število. Se pravi, imamo zdaj f od x. Moramo izračunati, naš f od x je logaritem x z osnovo 2. In najprej bomo vrednost v 1 izračunali. F od 1 je logaritem 1 z osnovo 2. Tole pa zdaj izpeljemo po definiciji. Se pravi, zanima nas logaritem 1 z osnovo 2. To je neka neznana številka, ne? Bomo dali zdaj tukaj vprašaj. In kako zdaj to dobimo? Po definiciji. 2 na vprašaj je 1. Koliko je zdaj vprašaj? Na koliko moramo dati 2, da dobimo 1? Vprašaj je zdaj 0. Se pravi, 2 na 0 je 1, zato je tudi logaritem 1 z osnovo 2 enako 0. In to napišemo tudi tule noter, ne? No, zdaj dajmo pa drugo. Druga bo pa naša dvojka. Se pravi, izračunamo f od 2 je logaritem 2 z osnovo 2. Spet nas zanima, koliko to je. Nekje posebej lahko napišemo. Logaritem 2 z osnovo 2 je vprašaj. 2 na koliko je 2? Se pravi, na koliko moramo dati 2, da dobimo 2? Vprašaj v tem primeru je 1. Zato tukaj napišemo 1. Dobro. In pa še zadnja stvar, ki jo moramo izračunati, da bomo lažje napisali, je pa f od 4. F od 4, se pravi, imamo zdaj logaritem 4 z osnovo 2. To je pač ena vrednost, lahko jo označimo z a, tako smo jo ponavadi v razredu označevali, če se spomnite iz 3. letnika. 2 na a je potem 4. Se pravi, na koliko moramo dati 2, da dobimo 4. A je 2. In damo tukajle dvojko. Zdaj bo pa treba vse to, kar smo dobili, narisati v koordinatni sistem. Tako da si kar narišite koordinatni sistem. Takole, evo ga, jaz ga že imam. Malo ga pomanjšamo. Takole, upam, da se še videli. Tako, kaj moramo zdaj narisati? Zdaj, najprej moramo narisati asimptoto. Asimptoto bom jaz risala z rdečo, vi jo morate pa narisati črtkano ravno črto. Jaz črtkane tu ne morem, ne. Zdaj lahko delam črtkano, pa ni ravna, lahko delam pa ravno, pa ni črtkana. Verjetno se še da kako drugače, samo zdajle trenutno je to vse, kar zmorem. Zdaj pa, črtkano črto bom jaz naredila, in sicer za asimptoto y je 0. X je 0, pardon. Poiščemo, kje je x 0. X je na vodoravni osi, ne, y je pa na navpični osi. In zdaj damo navpično črto, na x je 0. Takole, tu imamo zdaj navpično črto in to je naša asimptota. Zdaj pa vrišemo točke v koordinatni sistem. Tu bo točka 1, 0, 2, 1 in pa 4, 2.
Se pravi, prva je 1, 0, to je tule. Druga je 2, 1, to je tule. In tretja je 4, 2. To je tule. Kako zdaj narišemo graf? Gremo tik ob asimptoti in potem v tem vrstnem redu navzdol. To je zdaj graf. Tukaj vidimo, da narašča. Ničlo ima pri 1, 0. In pa tule pa ni definiran, ne. Lastnosti lahko si tako pogledate, ne. Zdaj pa bi bilo najboljše verjetno, da gremo kar reševati vaje, ne.